Pozdravljeni. Felipe Massa je vložil tožbo proti FII, Formula One Managementu in seveda Bernieju Ecclestonu. Poglejmo si skupaj, kaj vse se skriva v ozadju. Felipe Massa, kot kaže, želi postati svetovni prvak Formule 1 za vsako ceno. Namreč njegova odvetniška ekipa je vložila tožbo tako proti FII, proti Formula One Managementu, kot tudi Bernieju Ecclestonu. Zadeva, o kateri smo že govorili v preteklih mesecih, ampak danes je prav, da naredimo krajšo obnovo in da pravzaprav skušamo razmišljati, kaj se bo lahko zgodilo v bližnji prihodnosti. Kot vam je dobro znano, Felipe Massa je na zadnji dirki sezone 2008 za 1 točko izgubil naslov proti Lewisu Hamiltonu. A v tisti sezoni na veliki nagradi Singapurja so pri tovarniški ekipi Renault priredili rezultat. Nelson Piquet mlajši se je nalašč zaletel v zid, da je priklical varnostni avtomobil in tako pomagal moštvenemu kolegu Fernandu Alonsu, da je na tisti dirki prišel do zmage. Zadeva je bila rahlo bizarna že takrat, ampak komaj naslednje leto, okrog velike nagrade Madžarske, so pravi podatki iz ozadja prišli na plan. Takrat je Nelson Piquet mlajši izgubil sedež pri tovarniški ekipi Renault in kar naenkrat spregovoril o vseh nečednostih. Seveda, takoj zatem je FIA sprožila preiskavo in ugotovila krivdo. Tovarniška ekipa Renault je dobila 5-letni suspens, seveda s poizkusno dobo. Izključena sta bila tako Pat Symonds kot Flavio Briatore. Ampak dobro nam je znano, da sedaj sta oba še zmeraj vezana na Formulo 1. Flavio Briatore je celo ambasador tega športa, čeprav po mojem mnenju bi moral biti čim dlje od vsega, kar je vezano na ta šport. Pat Symonds je pa seveda med tistimi, ki celo snujejo nova pravila. A pustimo sedaj to. Zgodba je bila, kot mnoge druge, vzeta na znanje in malce potisnjena v ozadje. Dokler sam Bernie Eccleston približno pred letom dni, aprila 2023, če me spomin ne vara, ni v nekem intervjuju izjavil, da tako on kot Charlie Whiting in Max Mosley so vedeli, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Singapurja, dobesedno takoj po sami dirki. In za, v navednicah, dobro športa so se odločili biti tiho. A po drugi strani je dejal, da tisto dirko, po njegovem mnenju, bi morali razveljaviti. In to je bilo dovolj za Felipeja Masso, da se je odločil nekako iti v boj. Namreč, če bi bila dirka razveljavljena, bi na koncu imel on več točk v skupnem seštevku. Ne smemo pozabiti, da na veliki nagradi Singapurja je bil Lewis Hamilton bistveno pred Felipejem Masso, kar se tiče končnega rezultata. In zato morebitna razveljavitev bi škodovala bistveno bolj britanskemu vozniku kot brazilskemu. A tu je treba poudariti, da pravzaprav nečednosti so počeli pri tovarniški ekipi Renault. In tu obstaja velik dvom, ali je bilo potrebno celotno dirko razveljaviti. Lahko bi diskvalificirali samo na primer Fernanda Alonsa, kar pa ne bi spremenilo končnega vrstnega reda v svetovnem prvenstvu, le razliko med Masso in Hamiltonom bi še povečalo.
A to je moje osebno videnje zadeve. Namreč Masa se je samo na podlagi izjave Bernieja Ecclestona tokrat odločil iti v tožbo. Treba je poudariti, da oba druga citirana gospoda, tako Charlie Whiting kot Max Mosley, sta žal že preminula in se ne moreta ne braniti in ne morete niti odgovoriti na določena vprašanja, ki bi tudi nas vseh zanimala. Sta vedela ali ne, kaj se dogaja takoj po veliki nagradi Singapurja. Bernie Eccleston ima krepko čez 90 let. In tu se poraja vprašanje, zakaj pravzaprav je Masa tožil tako Formula One Management kot FIO, kot samega Bernieja Ecclestona. Kolikor je meni znano, ne obstaja noben dokument, kjer bi bilo eksplicitno zapisano, da so zgodbo, tako pri Formula One Managementu, ki je bila takrat v lasti Bernieja Ecclestona, kot pri FII, vso zgodbo nekako potisnili pod preprogo. Namreč tu, da je prišlo do kakšnega namernega zavajanja strani organizacij, ne moremo govoriti. In zopet se poraja vprašanje, ali Bernie Eccleston je sploh vedel, kaj govori. Sedaj, ko je prišla pritožba na dan, pravzaprav je priznal tudi sam, ko so ga novinarji vprašali, da tega intervjuja se v bistvu niti ne spominja prav dobro. Čeprav sam menim, da Bernie Eccleston ima prekleto dober spomin, ampak v taki priložnosti je bolje tudi se malce sklicevati na pozabljivost in seveda podobne zadeve. Felipe Massa v tem trenutku zahteva naslov iz sezone 2008, čeprav so vsi pritožbeni roki že zdavnaj mimo in seveda denarno nadomestilo za vse tisto, kar je izgubil, ker ni postal svetovni prvak. In ta cifra je nekje omenjena kot 63 milijonov funtov plus vse pripadajoče obresti, kar zna to glavnico še bistveno povečati. In prav tu, po mojem mnenju, je srž problema. Felipe Massa lahko toži FIO in lahko toži Formula One Management. Ampak med živimi je edino Bernie Eccleston tisti, ki pravzaprav ni ravnal vestno. Sam je priznal, da je v bistvu zamolčal dejstva, ki bi res lahko spremenila potek samega prvenstva v letu 2008. In ukolikor bi prišlo do kakršnekoli menjave na vrhu same lestvice svetovnega prvenstva, bi se dobesedno odprla Pandorina skrinjica. Tako bi lahko šli diskutirati o svetovnem prvaku iz leta 1994. Namreč sama FIA je ugotovila, da bolid Michaela Schumacherja ni bil skladen s tehničnim pravilnikom, ker je imel naloženo prepovedano programsko opremo. Ali pa naslov Jamesa Hunta iz leta 1976. Spomnite se, iz velike nagrade Španije je bil diskvalificiran zaradi preširokega zadnjega para koles. In seveda to diskvalifikacijo so nato izničili, ker je prišlo do napačnih meritev in še bi lahko dobili mnogo katere primere. A verjamem, da zgodba, kot je pritožba Felipeja Masse, bo začela polniti stolpce. In sam upam, da pri tem Felipe ne bo uspešen. Ne zato, ker bi bil brazilski voznik antipatičen ali kaj drugega, ampak zato, ker tistega, kar nisi pridobil na progi, ne moreš dobiti na sodišču. Lewis Hamilton ni kršil pravil, ni sleparil, to so počeli drugi. In zaradi tega po tolikih desetletjih sploh ne bi smel biti na slabšem.
Zakaj Felipe Massa ni osvojil prvenstva v sezoni 2008, je stvar diskusije in pravzaprav, da je v zadnjih ovinkih ga prehitel Lewis Hamilton, je seveda ena izmed lepot tega športa, kjer dirk seveda ni konec, dokler vsi ne prečkajo ciljne črte. A verjamem, da tu bi se dalo marsikaj zmeniti, marsikaj tudi izvensodno pogoditi, če bi želeli nekateri enostavno plačati. Ampak lekcija Bernieju Ecclestonu naj se kljub več kot 90 letom končno navadi držati zaprta usta. To verjetno bi ga rešilo marsikatere sitnosti. Zagotovo te. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.